Nepremičnine se že nekaj časa dražijo. Eden od razlogov so poceni stanovanjska posojila, saj je obrestna mera izredno nizka. Po drugi strani pa ima veliko ljudi na bankah visoke vsote privarčevanega denarja. Zelo veliko ljudi si želi investirati v nepremičnino zaradi varnosti, ker veliko ljudi ima prihranke in želi te svoje prihranke nekako pospraviti v varno. In pri nas je seveda najbolj varno še vedno ta nakup, ki ga ljudje čutijo varnega, so nepremičnine, ne. In zaradi tega je to eden od razlogov, zakaj je tako povpraševanje in zakaj zares ni ponudbe, ne. V Ljubljani in tudi njeni okolici se pospešeno gradi, kar je pravzaprav videti na vsakem koraku. Vendar je na trgu še vedno več povpraševanja po nepremičninah, kot je ponudbe, zato cene še zmeraj naraščajo. V novembrskem poročilu o trgu nepremičnin so ugotovili, da je bila v letošnji prvi polovici leta kar 8% podražitev nepremičnin, kar pomeni najvišjo polletno rast cen od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008. Ampak zaenkrat ni pričakovati, da bi prišlo do spremembe v cenah. Kvečjemu se manjše enote držijo zaradi tega, ker je res izredno veliko povpraševanje po manjših enotah. V manjših enotah imamo v mislih od garsonjer do trisobnih stanovanj na dobrih lokacijah, ki ponujajo novejše stavbe, ki ponujajo dvigala pa parkirna mesta. Te lahko zatrdim, da se skorajda dnevno dražijo, oziroma na samih ogledih imamo zares skorajda dražbe, ker ni ponudbe in ljudje v nekih momentih so dejansko pripravljeni plačati bistveno več, kakor je že postavljena cena. Tako da v tem trenutku pa zelo težko zatrdim, da bo prišlo do občutnega znižanja cen. Najdražja so seveda stanovanja v prestolnici, kjer je konec lanskega leta cena prvič v zgodovini presegla 3000 evrov za kvadratni meter. Letos se je večina stanovanj prodajala med 2800 in 3700 evri za kvadratni meter. Povprečna cena je bila torej 3250 evrov. V Mariboru in Celju so cene stanovanj za več kot polovico nižje kot v Ljubljani. Na dobrih lokacijah v Ljubljani so cene nepremičnin vrtoglave. Pravzaprav mnogim nedosegljive. Imamo še vedno nepremičnine, ki so bile prodane za 7500 kvadratni meter, ali pa celo razpolagamo tudi s podatkom, v kateri je bila vrednost nepremičnine prodana tudi za 10 000 evrov na kvadratni meter. Med kupci novih stanovanj v centru Ljubljane so poleg bogatih slovenskih podjetnikov in športnikov tudi starejši ljudje, ki potrebujejo prilagojeno infrastrukturo. Problem centra je parkiranje in dvigala in tisti ljudje, ki živijo v centru, ki imajo res lepa, izredno lepa staromeščanska stanovanja ali pa hiše, želijo jih zamenjati za to vrste nepremičnine, ki jim ponujajo praktično vse na enem mestu. Če pogledamo trg rabljenih hiš, kamor spadajo samostojne hiše, vrstne hiše in dvojčki, opazimo, da so hiše ponovno najdražje v Ljubljani. Saj je treba povprečno za hišo veliko 200 kvadratnih metrov in zgrajeno pred 50 leti odšteti 315 000 evrov. V Mariboru je za več kot polovico cenejša in stane 152 000 evrov. Glede na to, da so se v letošnjem letu podražili tudi gradbeni materiali, očitno ni pričakovati, da bi se trenutno cene nepremičnin umirile. Se lahko zgodi, da pride še do podražitve, ker v tem momentu nimamo končnih, jasnih smernic, kaj se bo zgodilo z materiali. In do sedaj, v letu 2021,
je zabeležena 15% rast za stanovanjsko gradnjo. Sprav, indeks podražitve je 15% za stanovanjsko gradnjo, kar ni malo. Glede na to, da je letos število prodanih zemljišč preseglo število prodanih stanovanjskih hiš, lahko pričakujemo še več novih nepremičnin. Samo v Ljubljani bi potrebovali vsaj 1000 do 1200 novih stanovanj na leto, da bi se razmere na trgu umirile. Precej podobna zgodba, kot je v letu 2007-2008. Se pravi, prihajamo v nek ciklus ali pa vrh ciklusa investiranja v začetek gradnje ali v gradnjo. To še ne pomeni, da bodo vse te investicije uspešne, vkolikor se karkoli zgodi. Dostikrat marsikdo pozablja, da nakup zemljišča še ni končana zgodba. Res pa je, da marsikdo tudi kupi zemljišče za dolgi rok, za svoje otroke, če govorimo o gradnji za lastne potrebe. Zaenkrat se večina novozgrajenih stanovanj v največjih mestih in turističnih krajih kljub rekordnim cenam še vedno proda, preden so zgrajena. Iz investicijskega vidika ocenjujemo, da se v tem momentu cene nahajajo precej visoko, kar se tiče prodajnih cen, glede na zmožnost plačila ljudi. Pa kar smo se dotaknili, seveda cene materialov, je pa to nažalost neizbežno, da se vrednost teh povišanj odraža tudi v ceni. Jasno je, da zaustavitve rasti cen stanovanjskih nepremičnin ni pričakovati, dokler ponudba novih stanovanj ne bo presegla povpraševanja. Le upamo lahko, da bo v naslednjem letu ali dveh zgrajenih dovolj nepremičnin in se bi tako ustavila nadaljnja rast cen nepremičnin, ki so že zdaj glede na prihodke povprečnih Slovencev, milo rečeno, previsoke. Vendar trenutno ne kaže, da bo do poka nepremičninskega balona prišlo kmalu.